Danes ti pokažem, kako lahko na fotografiji in to kar na mobilniku odstraniš določene elemente, pa naj bojo to mozoljčki, predmeti, ki na fotografijo ne pašejo. To je enostavno z aplikacijo recimo Touch Retouch. Najprej odpremo fotografijo, sicer albums, in potem zberemo v bistvu fotografijo. Sem izbrala en portret, kjer se mi zdel pač lep primer, kako lahko fotografijo hitro izboljšamo. Če približam, vidimo, da so na koži recimo neke nepravilnosti in pa ta las je v bistvu dosti moteč na fotografiji. Tukaj v tej aplikaciji lahko uporabimo 4 različne načine brisanja, in sicer Object Removal, kjer ga samo cel objekt v bistvu pobarvaš in ga potem z klikom na Go tudi pobriše. Potem je Quick Repair, to pomeni, da bomo pobarvali delček in takoj, ko bomo odstranili, bo se v bistvu ta delček skušal nekako pobrisati. Včasih pač to opravlja boljše, včasih malo slabše. Potem imamo Line Removal, kjer v bistvu nekako potegnemo po liniji in potem nekako aplikacija skuša ugotoviti, katero linijo smo želeli, in jo pač sam najde in pa tudi pobriše. Potem je pa še Clone Stamp. To pa pomeni, da bomo v bistvu kopirali iz enega delčka fotografije na drugega. Zdaj, to pride, v bistvu ta Clone Stamp in pa Object Removal sta pri meni najbolj pogosto v uporabi. Kako jih uporabljam, bomo pa si pogledali kar na primeru. In če gremo kar na, recimo, na prvi objekt, recimo, da želimo pobrisati tukaj ta mozoljček, bomo vzeli, jaz bom recimo vzela kar ta brush, ga pobarvala, kliknila na Go in že ga več ni. Kar bi priporočala je to, da fotografijo res približaš in v bistvu malo po malo, čim manjše delčke skušaš brisati naenkrat. Zaradi tega, ker takrat bo v bistvu imel največji efekt, najboljše bo to delovalo. Zdaj, če si pogledamo še druge Quick Repair, recimo, je lahko ena varianta, je samo brush, kjer pobarvamo, in takoj, ko bomo odstranila prst, v bistvu se bo ta objekt pobrisal. Blemish Remover imamo tudi, lahko poskusimo na tem, kjer samo klikneš. Te zadeve so v bistvu ene včasih boljše deluje kot druge. Najlažje je to videti takrat, ko pač aplikacijo dlje časa uporabljaš in vidiš, kaj ti tudi bolj sede. Če skušamo recimo še pobrisati na ustnici, to znamenje. Zdaj, jaz običajno pobrišem stvari, ki jih ljudje nimajo. To so recimo razni mozoljčki, ki jih pač običajno nimajo. Ne brišem pa recimo peg, po katerih je nekdo znan ali kaj takega, ker to se mi zdi kar malo preveč. Zdaj, ta recimo mozoljček lahko recimo pobarvamo celega. Fino je, da greš čist mičkano čez, da se pač ne vidijo tudi sence, in potem, če ti ostane še kakšen del, ga še v bistvu večkrat recimo z večjimi potegi potem nekako pobrišeš. Zdaj, dosti moteč je recimo tudi ta las, ki gre čez obraz in čez oko. Zdaj, to bi načeloma lahko poskusili z tem Line Removerjem, kjer pač potegneš delno in ti nekako odstrani. Ampak se mi ne zdi, da naredi najboljše delo, sploh tukaj v bistvu na očesu, kjer je temen del naredi. Zato bom zdaj to razveljavila in vam pokazala, kako v bistvu bi jaz to drugače naredila. In sicer bi z Object Removalom v bistvu bi ta delček lasu nekako ni problem. Zdaj, zakaj je ta objekt fajn? Zaradi tega, ker lahko v bistvu označiš tudi več delčkov hkrati, pobarvaš in jih potem z enim klikom odstraniš. Zdaj, tukaj čez oko se bomo še ukvarjali, potem grem še na ta delček. Evo, smo skoraj že. Tukaj bomo poskusili. Kar ok. Zdaj, tukaj čez oko, če poskušamo po zelo majhnih delčkih to narediti, bo tudi to šlo. Zdaj, pri tem temnejših delih bo pa recimo tako tukaj, to je pa že slabo. Zato bi jaz tukaj recimo raje za ta delček uporabila Clone Stamp, in sicer
klonirala oziroma kopirala vsebino iz tik ob tej črti na to črto. Tako da v bistvu tukaj izberemo, kateri delček bomo kopirali in potem v bistvu samo pobarvamo tisto, kar želimo kopirati. In tako nekako prenesemo vsebino. Zdaj tukaj je fino, da greš večkrat. In če se vidijo recimo črte, kot se tukaj malo preveč vidijo, jih potem še dodatno lahko, zdaj jaz sem tukaj šla recimo malo preveč, bomo še tukaj malo porisali, pobarvali. Seveda, če si vzameš več časa in res lepo skušaš zabrisati, bodo tudi rezultati veliko boljši. Če potem z Quick Brush še malo tukaj popravim. Seveda lahko popravimo še kakšne dodatne nepravilnosti. Zdaj, če delaš v takih res majhnih zalogajih, so veliko boljši rezultati, no. Tako bom rekla. Malo po malo. Zdaj, če vidiš, da ti nekaj ni lepo izbrisalo, poskušaš najti še manjši element in ga še manjše, zdaj z puščico nazaj lahko razveljaviš te rezultate in potem poskušaš v bistvu na novo. Tukaj recimo je ta črta malo preveč, brišemo. In imamo recimo, če pogledamo obraz, potem in prej je kar nekaj razlike, ne. Tukaj sta še dva primera fotografij prej in potem. Kaj se da narediti? Moj nasvet je pač ta, da se pri obdelavi skušamo čim bolj približati neki realnosti, potem da v bistvu fotografijo čim bolj približaš in delaš na čim manjših delčkih, ker potem ti bo aplikacija dala tudi najboljše rezultate. Upam, da ti je bila vsebina všeč, da si spoznala, naučila se kaj novega in se vidimo naslednjič. Čau, čau!